Zdravljeni v galeriji Družina na odprtju filatelistične razstave posvečene romanju Fatimske Marije po Sloveniji in zbirke slovenskih božično-novoletnih znamk. Hvala zboru HB Moskor za to uvodno pesem. Naj povem, da je bilo letošnje romanje Fatimske Marije po slovenskih cerkvah na pobudo gospoda Janka Štanšla, ki je nekje tukaj med nami, obeleženo z 20 priložnostnimi poštnimi žigi, kjer pa ta ni bil v uporabi, je bila znamka na spominski kuverti žigosana z običajnim poštnim žigom in sicer na dan, ko se je v krajevni cerkvi ustavila Fatimska Marija. Ilustracijo za priložnostni žig z golobčkom miru je narisala akademska slikarka Maja Šubic. Poleg fotografij Jožeta Potrpina in patra Branka Petauerja iz Stične je na ogled tudi filmsko gradivo z letošnjega romanja Fatimske Marije po Sloveniji. Razstavo odpiramo točno 5 mesecev pred 100. obletnico njenega prvega prikazovanja. Sedaj pa prosim gospoda Tadeja Vajlgunija, da nam predstavi razstavo. Prosim. V letošnjem letu je bil kip Fatimske Marije Romarice že tretjič na obisku v Sloveniji. Prvič se je to zgodilo leta 1997 ob 80. obletnici prikazovanja Marije, ko je kip romal po slovenskih župnijah od 29. avgusta do 26. decembra. Drugi obisk je bil leta 2008, ko je bil kip pri cistercijanih v Stični od 12. do 22. junija in vmes en dan na Brezjah. Letošnje romanje je bilo pod geslom Marija okno upanja kot priprava na 100-letnico prikazovanja Marije v Fatimi, ki bo prihodnje leto. Obisk je potekal od 12. maja do 13. oktobra. To je v času, ko se je pred 99 leti Marije 6krat vsak mesec 13. prikazala 3 fatimskim pastirčkom, Jacinti, Frančišku in Luciji, oziroma 100 let potem, ko se je leto pred Marijinim prikazovanjem Angel miru 3krat prikazal tem istim pastirčkom in jih pripravil na prihod Marije. Filatelistično je bil obeležen samo prvi obisk z razglednico Brezjanske Marije Pomagaj in priložnostnim poštnim žigom z dne 12.9.97. Na drugi obisk žal ni ostal noben trajen filatelističen spomin. Zato se je gospod Janko Štanfelj odločil, da v letošnjem tretjem obisku organizira filatelistično spremljanje romanja Fatimske Marije po slovenskih cerkvah v okviru društva Slovenska filatelistična akademija. Mimogrede, gospod Štanfelj je tudi pobudnik, avtor in sponzor prvega priložnostnega žiga iz leta 1997. Tako je letos nastala zbirka skoraj 140 spominskih ovojnic, na katerih je fotografija cerkve, v kateri se je Marija ustavila, z datumom obiska in osnovnimi podatki o cerkvi ter znamko, ki je žigosana z dnevnim žigom krajevne pošte. Poleg tega pa je bil v nekaterih krajih na dan obiska v uporabi tudi priložnostni poštni žig s podobo Fatimske Marije, delo akademske slikarke gospe Maje Šubic. Priložnostnih poštnih žigov je bilo 20, z današnjim ob odprtju te razstave pa 21. Na teh ovojnicah je na hrbtni strani kratko pojasnilo o prikazovanju v Fatimi in osnovni podatki o cerkvi na Slovenskem, na današnji pa še kratka statistika letošnjega bivanja Marijinega kipa pri nas, in to v slovenskem in portugalskem jeziku. Kot je bilo že povedano, je odtis dnevnega poštnega žiga edinstven dokument časa in prostora, je dokumentiran dokaz o tem, da je bila določena pošiljka določenega dne na tem kraju na določeni pošti. Ker se vsak dan zamenja datum, je današnji odtis jutri že zgodovina, saj poštarji žigosajo poštne pošiljke vsak dan z drugačnim žigom. Drugače pa je s priložnostnimi poštnimi žigi. Ti so na voljo za žigosanje na pošti še 15 dni po dnevu dogodka. Marija je sicer obiskala 466 slovenskih župnij, med drugim tudi romarska središča, domove za starejše, zavod Svetega Stanislava, vrtce in samostane. Izbor, katerim krajem nameniti izdelavo spominske kuverte in katerim ne,
ne, je bil seveda težek. Ravnali smo se po več kriterijih. Prevladali so pomembnost cerkve, dostopnost fotografij cerkva, pa tudi zanimanje lokalnih filatelistov in sponzorjev. Slednjih je bilo samo za izdelavo priložnostnih poštnih žigov 13, od posameznikov do filatelističnih društev in knjižnic. V krajih, kjer je bil v uporabi priložnostni poštni žig, je bilo organiziranih tudi 21 priložnostnih filatelističnih razstav. Današnja razstava je 22, njeno odprtje pa je točno 5 mesecev pred 100. obletnico prvega prikazanja Marije v Fatimi. Kot lahko vidite, je nastala obsežna zbirka, ki ni samo filatelistična, ampak je tudi enkraten primer prikaza kulturno-sakralne dediščine na spominskih kuvertah. V taki obliki in številu je brez konkurence pri nas, edinstvena pa je tudi v svetu. Logistično je bil to zahteven projekt, ki bi ga bilo brez sodobne tehnologije in osebne zagnanosti gospoda Štamflja težko, če ne celo nemogoče izpeljati. To je bilo opaženo tudi na Portugalskem, kjer je v spletni filatelistični reviji o filatelista izšlo več zelo pohvalnih člankov o tem projektu. Za konec pa še ena zanimivost. Če si pozorno ogledate dnevne poštne žige na predstavljenih priložnostnih ovojnicah, boste ugotovili, da je 25 let po osamosvojitvi Slovenije še vedno polovico teh žigov iz časov Jugoslavije, iz katerih je bila leta 1996 odstranjena le prva številka, šestica, ki je v nekdanji skupni državi označevala Slovenijo. Tak je tudi mariborski žig, torej žig pošte, ki domuje v isti stavbi kot Uprava Pošte Slovenije. Na tej razstavi pa si lahko ogledate tudi vse slovenske božične novoletne znamke, odtise večino žigov znamenite avstrijske pošte Ibor Christkindl od leta 1953 do najnovejšega letošnjega, pa tudi izjemno zanimivo avtorsko zbirko gospoda Ivana Moharja v znamenju križa. Na monitorju v sosednjem prostoru se bo vrtel video mozaik dogodkov s poti Fatimske Marije Romarice, kakor ga je pripravil gospod Milko Linec. Poleg lastnih je uporabil še prispevke drugih sodelavcev. Na stenah pa si lahko ogledate fotografije od prevzema kipa v hiši naše gospe iz Karmela v Fatimi do njene poti po Sloveniji. Avtorja sta pa Branko Petauer, posnetki iz Fatime, in gospod Jože Potrpin, posnetki iz Slovenije. Hvala. Prijazen pozdrav vsem, ki ste se odzvali. Vabilo na odprtje filatelistične razstave, posvečene romanju Fatimske Marije po Sloveniji. Njen obisk številnih slovenskih župnij in redovnih hiš, vrtcev in domov za ostarele je bil za Slovenijo velik milostni dogodek, na katerega smo se pripravljali več kot 2 leti. Geslo njenega obiska po Sloveniji je bilo Marija, okno upanja. Z njim smo se želeli najprej dobro pripraviti na 100-letnico Marijinih prikazovanj v Fatimi, ki bo prihodnje leto, s katerim je tako globoko posegla v zgodovino Evrope in sveta.
Želeli pa smo seveda tudi sprositi čim več blagoslova za našo domovino, za naše župnije in za naše družine. Danes svet in Evropa, ki je zatajila krščanske korenine, zdaj pa žal tudi Slovenija, preživljajo težke čase. Marija jih je napovedala, nas svarila in vabila k pokori, k molitvi rožnega venca, k spreobrnenju, k zadoščevanju za grehe, k bolj zvestemu življenju po evangeliju. Zagotovila nam je, da bo na koncu njeno brezmadežno srce slavilo zmago. Ker se sami ne moremo rešiti, smo v teh težkih časih na pomoč poklicali njo, ki je Jezusova in naša mati, prepričani, da bo slišala naše prošnje. Njen obisk je s priložnostnimi poštnimi žigi obogatil tudi velik filatelistični ljubitelj in strokovnjak Janko Štamfl, gospod Janko Štamfl. Pred obiskom kipa Fatimske Marije me je obiskal v Stari Loki in ponudil izdelavo filatelističnih kuvert in žigov, s katerim je želel obeležiti njeno romanje po Sloveniji in sicer na dan, ko se bo eni izmed župnij ustavila Fatimska Marija. Kot smo slišali, je ilustracijo za priložnostni žig z golobčkom Amiru narisala akademska slikarka Maja Šubic. Gospod Janko Štamfl se je tudi sam udeležil romanja po Marijin kipu Fatimo letos 10. maja do 12. Marijino romanje po Sloveniji je gospod Janko obeležil z 20 priložnostnimi žigami. Več o sami razstavi so nam povedali drugi, pa bomo lahko tudi še poslušali ali vprašali. S temi besedami pa jaz to razstavo kot predsednik Združenja posvečenih Jezusovemu in Marijinemu srcu odpiram za vse obiskovalce. Da je danes na dan odprtja na pošti 11.001 v Ljubljani in tudi tukaj je gospa prijazna z nami, v uporabi priložnostni poštni žig, ki je na voljo za odtis. Naj se ob tem zahvalim najprej Pošti za Slovenije za pomoč pri postavitvi razstave in seveda še enkrat gospodu Janku Štamflu. Danes je tudi Sveta Lucija, praznik luči, zato vas potem vabim, da skupaj nazdravimo ne samo današnjemu prazniku, lepi razstavi, ampak tudi letu, ki je pred nami. Pa preden vas povabim na ogled razstave, prosim še za eno pesem, da končamo tako, kot smo začeli s pesmijo. Hvala.